Pozdravljeni! Po veliki nagradi Abu Dhabija je prišlo vaše vprašanje, katero se je glasilo, kaj se je pravzaprav zgodilo na bolidu Charlesa Leclerca, kaj je bilo sploh narobe s količino njegovega goriva. Namreč v mnogih virih se ni razumelo pravzaprav, kje je bil tisti prekršek, ki naj bi ga pri Ferrariju naredili. In res, ko sem bral razne vire, sem postal tudi jaz zmeden, kajti govorili so različne zadeve. Mnogi so tudi klicali po diskvalifikaciji in to tudi predstavniki drugih ekip znotraj cirkusa Formule 1. Če se spomnite mojega komentarja dirke, sem najprej povedal, da po mojem poznavanju pravilnika količina navzgor goriva, ki jo lahko ima bolid v svojih rezervoarjih, ni omejena. Ampak, rekel sem, počakajmo odločitev komisarjev. V tem času je prišlo vaše vprašanje in potrebno je bilo kar nekaj ur, da sem bolje razumel situacijo. A začnimo s tistimi uradnimi dokumenti, kjer bomo razumeli sploh, zakaj je šlo, in pustimo razne interpretacije na začetku pri strani. Vse se je začelo z dokumentom 34, katerega je podal tehnični delegat FIA, kjer je zapisal, da je prišlo do neskladja v prijavljeni količini goriva in izmerjeni količini goriva na bolidu številka 16 Charlesa Leclerca. To je prijavil komisarju in tej so v dokumentu 36 povabili odgovorne z ekipe Ferrari na zagovor, kajti prekoračili naj bi, člen kodeksa 12.1.1i tega pravilnika FIA. O tem, kaj je kodeks, kaj je tehnični pravilnik, kaj je športni pravilnik, v posebnem prispevku, katerega bližnjico seveda dobite v opisu. Predstavniki skuderije Ferrari so prišli na zagovor, rezultat dokument 41, kazen 50.000 evrov, kar je ogromno, zaradi prekoračitve 4,88 kg med tistim prijavljenim pa tistim izmerjenim. Zavedati se moramo nekaj. To je šlo na totalno, kompletno količino goriva, ki je bila v bolidu. Ne samo tistega za dirko, ampak tudi tistega, ko bolid gre ven iz boksov, v tisti krog, preden gre na štartni razpored, ogrevalni krog, zadnji častni krog in seveda količino, katera je potrebna za vzorce. To se pravi, bistveno več od tistih 110 kg, ki se nekako stalno ponavlja kot maksimalno porabo. In sedaj je treba razložiti malce bolj podrobno zadeve. Je bilo goriva v bolidu Charlesa Leclerca preveč? Ne. V pravilniku športnem in tehničnem FIA ni pravila, katero bi omejevalo navzgor količino goriva. Imamo dve pravili. V športnem pravilniku pravilo 30/5, kjer pravi, da med dirko od začetka dirke do konca dirke ne smejo porabiti več kot 110 kg goriva. In v tehničnem pravilniku člen 5.1.4 pove, da maksimalni pretok skozi motor z notranjim izgorevanjem ne sme preseči 100 kg na uro. Ukolikor se prekorači vsako izmed teh dveh vrednosti, sledi diskvalifikacija. Ampak do tega ni prišlo. Tudi glede tiste temperature goriva, katero merijo, niso imeli kaj pripomniti. A kot smo videli, prekoračili naj bi v kodeksu člen 12.1.1i. Ta pravi, da so pač njihov prekršek je bil ta, da niso sledili navodilom komisarjev, ko so jih nekaj vprašali in niso točno povedali številke. In sedaj se pojavlja vprašanje. Kako je možno, da pri ekipi kot je Ferrari je prišlo do take napake? 4,88 kg je kar velika količina in tako izkušena ekipa si težko privošči take napake. Ampak možno je tudi tu razlaga. Namreč, porabil sem nekaj časa, da sem razmislil, kako sploh merijo te zadeve. Namreč, tehnični delegat, ko so bili bolidi še v boksih, seveda ni prečrpal goriva iz bolida, ga stehtal in vrnil nazaj. Pobral je volumen ter izračunal, kakšna je masa z dano gostoto. Zato sem vzel po mednarodnih standardih, kakšna naj bi bila gostota bencina. In po standardu ASTM D4052 pri 15 stopinjah Celzija, kar je najbližje 10 stopinj od tistega, kar smo imeli temperaturo zraka,
je gostota bencina med 0,71 in 0,78 gramov na kubični centimeter. Prevedeno, to ustreza kilogramov na liter. Vzel sem količino benzina 110 kg. Vem, v danem trenutku je imel Charles Leclerc v rezervarju več, a ne vem koliko več. 110 kg sem prepričan, da je bilo notri. No, vzamemo hipotetično, da so pri Ferrariju izbrali vrednost, katera bi je bila malce čez polovico v tem razponu od 0,71 do 0,78. To se pravi 0,746. To nam da, da tistih 110 kg ustreza 147,45 litra zaokroženo. Kaj pa, če je tehnični delegat vzel drugo, gostoto prav v tem razponu, ki ga je možen, in če je vzel samo stotinko manj od tiste maksimalne dovoljene, to se pravi 0,779, no, če je to vzel in to pomnožil s tistim številom litrov, ki jih je seveda dobil od ekipe oziroma zmeril, je dobil maso 114 kg 866. To se pravi 4,866 kg več od prijavljene, zelo blizu tistih 4,88 kg, kateri so bili omenjeni v poročilu. Seveda, ne vem, če se je to zgodilo. To so samo moje predvidevanja, kako je lahko prišlo do tega razhajanja. In če ste poslušali, kaj so govorili odgovorni strani ekipe Ferrari, so tudi rekli, da je lahko prišlo do različne interpretacije merjenja. A pustimo sedaj to. Treba se zavedati še nekaj. Kazen 50 000 evrov je izjemno visoka. In problem je v tem, da so uporabljali spet ta športni kodeks. V športnem kodeksu ni določena minimalna in maksimalna kazen. Za tako zadevo, za 4,88 kg, ki ustreza tam okrog 4% verjetno količine goriva, ki jo je imel bolid pravzaprav v rezervarju, so dali ogromno kazen. Je Charles Leclerc s to količino goriva pridobil kakšno prednost? Sploh ne, njegov bolid je bil težji od tiste minimalne teže, vsaj za 4,88 kg. Kot sem povedal, ni šel preko tiste meje porabe, ne trenutne, ne totalne. Nič ni bilo v nasprotju z pravilnikom. In kar je še bolj zanimivo, s tem, ko ni dobil nobene prednosti, ni bilo nobenega razloga za kakršnokoli diskvalifikacijo, kar so mnogi trdili in mnogi pričakovali. In sam, bom rekel, vsem sledilcem, navdušencem, navijačem priporočam, da vse tiste vire, kateri so nekako nakazovali na diskvalifikacijo, malce povprašajo, odkot njim ta osnova za tako razmišljanje. Po mojem videnju tega nikoli ni bilo in to sem trdil še na začetku. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.